pa gremo mogoče še po eni drugi poti. Jaz že od svojega otroštva v resnici vsak dan gledam njegova dela. Jih nekako skušam ponotranjiti in se od njih učiti. Jaz sam sem po izobrazbi akademski kipar. In to, kar je Stojan Batič zapustil svojemu rodnemu mestu, seveda ni samo ta bron, to železo, ti večni spomeniki. Pustil je tudi predvsem eno duhovno izročilo, ker vse njegovo delo, ki ne govori samo o delavcih, o rudarjih, o revolucionarjih, ampak vse to poveže tudi z grško tradicijo, se pravi s klasiko, z večnimi temami, tragedije, komedije, življenja nasploh. In ta duhovna vrednost, ki nam jo zapušča, ki nam jo je zapustil v resnici, nas spremlja vsak dan. In mi smo na to zapuščino duhovno predvsem zelo ponosni. Njegovo delo je eden izmed temeljnih kamnov naše samobitnosti, tega, kdo smo, odkot prihajamo, zakaj sploh smo. To, da se nam včasih ponekod posmehujejo, spet se samo govoriš samo o Trbovljah, kako ste najboljši, kako je Funštrc najboljša hrana, kako je najlepše živeti na Tereziji in tako naprej. Ampak to je vse del nas. To je del naše samobitnosti in naše samosvojosti. In to samosvojost moramo seveda ohraniti tudi v 21. stoletju. V stoletju, kjer nihče več ne ve, kaj je res in kaj je narobe, nihče več ne ve, kdo laže in kdo govori resnico. Še toliko bolj se moramo nasloniti na vse tisto, kar nas utemeljuje. In Stojan Batič je definitivno eden izmed temeljev, eden izmed postulatov naše samobitnosti in v resnici tega, kdo smo. Tako da hvala njemu, hvala vsem vam in z zaupanjem in strmo vztrajnostjo